Spodbudno novico smo lahko nocoj slišali, kar zadeva ureditve križišča ali krožišča. Krožišče bo pri Olipiju. Kako daleč so projekti oziroma te informacije, skratka, bili ste na direkciji? Jaz sem bil še danes na nekem delovnem sestanku na Direkciji Republike Slovenije za ceste. Letos smo se nekajkrat dobili tudi na občini Zreče, Konjice, celo pri Olipiju, in jaz sem res vesel, da mi je skrbnik projekta danes povedal, mi ga tudi pokazal, da gre projekt v izbiro izvajalca. Zelo lep projekt, vnešen, brez velikih težav, posega se malo čez cesto, in kar je pa najbolj spodbudno za celo dolino, pa to, da bo skulptura na tem krožišču Kovač, ki zaznamuje celo Dolenjsko dolino. Kakšna je časovnica uresničitve? Zdaj, seveda, izbiro izvajalca, če bo teklo vse, bo letos izvajalec izbran, verjetno kakšne pritožbe, tako kot je to vsak dan v Sloveniji. Prav gotovo se v spomladnem času ta projekt začne izdelovati. Tudi z Darsom ste nekako v dogovorih, kar zadeva protihrupne zaščite na avtocestnem odseku? Jaz sem vesel, da je Dars eno obljubo že izpolnil, da je uredil ta vstop iz Slovenskih Konjic oziroma vsi, ki prihajajo iz Maribora pa Celja, tudi izstop, da je bolj sodoben. Bilo je mogoče nekaj nevšečnosti, ker je bilo ta vstop nekaj časa zaprt. Se pa z Darsom tudi pogovarjamo dve stvari, ki so težava za Slovenske Konjice. To je tisto, kar je bilo danes tudi omenjeno seji občinskega sveta strani predsednika Krajevne skupnosti Zbelovo, da en pas ovirajo kamioni, seveda naš izstop v Slovenske Konjice. Druga težava, ki jo pa že dalj časa opazujemo, je pa taka nevšečna, jaz to nerad govorim na glas, to je protihrupna ograja, ki bi pa tudi služila med obema tunelama, ki bi pa tudi služila, da se ne bi tiste stvari dogajale nečedne, ki se dogajajo. Ne želim pa to javno govoriti o tem, ker se o tem ne govori. Ceste na Konjiškem so potrebne posodobitev, prenov. Pravite, da na državnem nivoju naj bi bilo prihodnje leto več denarja za vzdrževanje. Ja, jaz sem vesel, v državnem proračunu za 2016 pa 2017 bo več denarja na vzdrževanju državnih cest, to je spodbudno. Jaz sem vesel, da je že kar nekaj tega uspelo letos v Slovenskih Konjicah. Prav zdaj so asfaltirali en odcep v Žičah, asfaltirajo se odcep na Rogli proti Pesku. Čisto blizu je asfaltiranje ene ceste v Vitanju. Jaz upam, da če bo en odcep šel skozi, če ne bo slabo vreme, ali pa sneg, ali pa zima v Draže vasi. Skratka, v tem zimskem času se še bomo aktivno pogovarjali z direkcijo, da bi še v naslednjem letu teh cest veliko obnovili. Seveda v naslednjem letu tudi je predviden en most v dolini Svetega Janeza, tudi tam se za eno cesto pogovarjamo, pa še kar nekaj odsekov, ki so res potrebni vzdrževalnih del. Jaz upam, da nam bo uspelo, da bojo bolj sodobni pa bolj prijazni za uporabo naših občanov. Pred časom je bila spet poplavljena v bistvu, ne? To je en tak oreh trd, ko ga ne moremo streti. Ampak jaz sem vesel, da imamo zagotovljeno z nogometne zveze, da bomo dobili umetno travo. To je v vrednosti 200.000 evrov. In jaz upam, da nam bo uspelo, da se bomo tudi prijavili na razpis na Fundaciji za šport za ta isti projekt. Na nogometni zvezi nam pa zagotavljajo, da nas bojo tako visoko uvrstili, da bomo dobili dovolj točk, da bomo tudi lahko uspešni na fundaciji. Tako da jaz računam, da bi za ta projekt, če se ga res lotimo, lahko dobili nekje 300.000 evrov ali pa 350. Pa mislim, da tam nekje 500-550. Zdaj na Pomožnem umetna trava. Ja, na Pomožnem bi bila naj umetna trava po vseh FIFInih standardih, in jaz mislim, da če nam to uspe, celo se pogovarjamo za nek certifikat, da ga bi dobili, ena ekipa, ko bo klicala z Italije, lahko dokažemo, da ima to igrišče certifikat, pa seveda lahko na njem igrajo vse ekipe evropske, ne glede v katerem rangu so.